Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Potrditev investicijskega programa IP zunanje športne površine pri osnovni šoli Frana Albrehta. Investicijski program je objavljen v gradivu številka 4. Predlagatelj je župan, poročevalci pa Bogdan Pogačar, Boris Ravber, Katja Kunstelj, Katarina Vegel, Lidija Dovžan-Žvegla. Besedo predajam Bogdanu Pogačarju. Bogdan, izvoli. Da se skupaj bomo nekaj naredili. Ni precvikana bo, a kako? Bomo videla zdaj. Malo se ogreva. Tako kot verjetno veste, ena glavnih razlogov, da smo se danes dobili, je razpis za šport, ki je bil v maju objavljen in se jutri zaključuje. Gre se za to, da Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo razpis, v katerem sofinancira izgradnjo športnih objektov in pa zunanjih športnih površin. Občina Kamnik ima možnost kandidiranja glede na objavljen razpis z dvema športnima objektoma ali pa zunanjim površinam. Se pravi, ena je športna dvorana Kamnik, druge so pa zunanje športne površine med šolama, se pravi na območju K9. Ministrstvo je objavilo, se pravi, razpis v dveh sklopih. Prvi sklop je za objekte, ki imajo vrednost nad 2 milijonima evrov. Tukaj je možno pridobiti sofinanciranje 1 milijon evrov in zaključek projekta mora biti do 31.8.2026. To je rok kar oster, no, ampak smo vseeno rekli, da pripravimo dokumentacijo in se prijavimo na razpis, da nam spuščali, ker ne vemo, kdaj bo naslednji razpis za tako zadevo objavljen. Do sedaj pač sofinanciranje še nikoli ni bilo v tako veliki meri. Vedno je bilo tam do 500 000 za dvorane, tokrat je 1 milijon, tako da smo rekli, da naredimo vse, da se na ta razpis prijavimo. Drug sklop je za sofinanciranje zunanjih športnih površin. Tukaj govorimo o investicijah, ki so nad 1 milijon evrov in imajo možnost sofinanciranja 500 000 evrov. Zaključek projekta je tudi potreben do 31.8.2026, ker imamo pa mi to na istem območju, smo si pa zastavili tako, da in bomo tudi tukaj predstavili tako, da se naš projekt za zunanje površine prej začne, se pravi že pozno jeseni letos in da se do 31.8.2025 zaključi, zato da bo, ko se bomo lotili dvorano, če se bomo lotili, da bomo imeli učenci kje telovaditi. Zdaj za športno dvorano Kamnik, za sklop 1, mi še nismo imeli izdelane nobene investicijske dokumentacije, se pravi v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, moramo za to investicijo pripraviti DIP, dokument identifikacije investicije projekta, predinvesticijsko zasnovo in pa investicijski program. Predinvesticijska zasnova je pogoj tam, kjer je na projekt ocenjen nad več kot 2,5 milijonov evrov. Zdaj, če boste danes potrdili te 3 dokumente, ki jih boste v nadaljevanju obravnavali, nas pač do začetka gradnje čaka še dokončanja PZI dokumentacije. Gradbeno dovoljenje veste, da imamo pridobljeno za dvorano, potem pa razpis za izvajalca, nadzor in koordinatorja varnosti, potem bi se pa v juliju 2025 začela dela in končala
konec avgusta 26. Ocenjena vrednost po, zdaj, kot sem rekel, nimamo še PZI izdelanih, imamo pa se pravi idejne zasnove s površinami in na podlagi tega smo ocenili, da je 9,4 milijona evrov približno investicijska ocena te investicije. Za sklop 2, za zunanje površine smo imeli pa v bistvu, moramo pa investicijsko... Čakajte, ja, niso vam razložili, se pravi, mi bomo zdaj predstavili, zakaj se pravi ta razpis, potem boste pa za vsako točko obravnavali, da nam pri vsaki točki, tako da nam pri vsaki točki predstavljali iste zadeve, tako da potem bo Lidija predstavila vsak dokument posebej, boste o njem glasovali, na koncu bomo pa vprašanja spet odgovarjali vsi skupaj, no, nam bo zdaj odgovarjali, samo tako, da ne bi trikrat ponavljali eno in isto. No. Se pravičujem, ker vam to nismo v bistvu razložili. Za sklop 2, se pravi, so pa za zunanje športne površine, je pa potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, se pravi, DIP je že bil potrjen, tukaj imamo še investicijski program in tega boste danes pač obravnavali. Potem nas čaka še razpis za izvajalca, nadzor in koordinatorja varnosti in začetek del v najboljšem primeru, se pravi, v oktobru. Se pravi, da bi takrat imeli uvedbo v delo. Se pravi, celotna ocenjena vrednost, se pravi, projekta vseh zunanjih površin je na 2,1 milijona približno ocenjena. Zdaj, te zunanje površine so razdeljene v 5 sklopov, a pa na 5 območij. Območje 3 bo v celoti zgrajeno že zdaj znotraj te investicije, ki jo gradimo zdaj, se pravi v fazi izgradnje osnovne šole. To je območje med Kamniško Bistrico in pa parkiriščem pri športni dvorani, potem pa ta del, ki se proti Kajuhovi poveže ob kolesarski poti, se pravi vsa ta igrala, vse te zelenice, to je območje 3 in tega ne bomo v bistvu razpisovali v razpisu za gradnjo. Prav tako bo recimo ena tretjina območja 1, to so pa A3 znotraj šole, se pravi tega območja tudi ne bomo pač razpisali na razpise za gradnjo. Vse ostale zunanje površine pa sodijo pač v ta razpis, če boste danes potrdili. Pri športni dvorani bi pa sam še to povedal, no, specifikacije oziroma kriteriji gradnje dvoran po zahtevah Mednarodne odbojkarske zveze pa se pravi tega centralnega komiteja Evropske zveze odbojkarske ima 5 rangov dvoran, obstaja in se pravi naša športna dvorana, ki bi imela najmanjšo svetlo višino 9 metrov, dimenzije tekmovalnega prostora 35x23 metrov. Tukaj sem včeraj imel še sestanki s predsednikom Kamniškega kluba, mu to zadevo še enkrat predstavil, večkrat smo že sedeli skupaj, tako na ene 2 meseca se dobimo. Oni imajo željo samo še to, da pregledamo, če je možno za 1,5 metra razširiti, se pravi, da bi bilo 35x24,5. Zakaj bom v nadaljevanju povedal? Se pravi, najmanjša osvetlitev 1500 luksov in pa predvideno sedišč 1500. Danes jih je približno 500, tako da vemo, za 1000 sedišč se ta dvorana povečuje. Dvorana, za katero imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje in še nima izdelanih PZI-jev, kar bomo zdaj spreminjali s PZI, se pravi, je teh 500 sedišč, se pravi, se zmanjšuje. Zakaj? Zato, ker bi iz 2000 sedišči v isti rang tekmovanja, se pravi, v isti rang dvoran padali kot s 1500. Morate pa vedeti, da potreb po 1500 ali 2000 sedišč je v Kamniku pač približno enak. Jaz sem to tudi predstavil včeraj predsedniku kluba. Predhodno smo jim poslali, preden smo pristopili k tem spremembam, to tudi po elektronski pošti in so to potrdili, da je to ok. V glavnem, prvi rang tekmovanja bi mogel imeti 5000 sedišč, pa 12,5 metrov, to je za svetovna prvenstva, pa za
finale Evropske lige, recimo. Drug rang tekmovanja je že naša dvorana po dimenzijah, se pravi 9 metrov, 35x23 in pa 2500 sedišč. To je edino, kar mi ne izpolnjujemo za drugi rang, se pravi, sedišč imamo manj. Se pravi, 1500 jih bomo imeli namesto 2500, ampak po informacijah iz kluba je to odpustek, ki ga Mednarodna zveza v bistvu najlažje odpusti. Se pravi, če imaš ti manj sedišč, pa vse druge kriterije izpolnjuješ, ti v bistvu dajo odpustek za tudi višji rang tekmovanja za igrati. Ker je v bistvu to je problem, če imaš 500 kart manj prodanih. Zdaj te sedišča, če povečuješ sedišča, moraš tudi parkirišč toliko več zagotoviti. Tako da ni samo pač kapaciteta dvorane, tudi to je ta širina pa gabarit, s katerim smo omejeni pri zgradbenim dovoljenjem. Bom tudi povedal, kje je pa razlika med 2000 pa med 1500. K temu PZI-ju smo pristopili na način, da bi zmanjšali, se pravi, vrednost dvorane ali pa investicijsko vrednost te dvorane na način, da smo opustili zgoraj v bistvu nadstropje v samo ta del, kjer je bila mišljena knjižnica, na račun, se pravi, dvigovanja kleti. Moramo vedeti, da smo imeli mi letos tam poplave, da je pri gradnji osnovne šole se pokazal v bistvu tudi nivo podtalnice, da smo, ko smo gradili se pravi, kletne prostore za klonišča pri osnovni šoli Frana Albrehta, imeli v bistvu prečrpavanje v meteorne jaške, smo zgradili jaške in smo prečrpavali vode, zato da smo to lahko zgradili spodnji del. Samo moramo vedeti, da tam imamo betona. Tukaj bi bil pa na isti koti v bistvu parket. In tudi projektant je imel v bistvu željo, da se ta kota dvigne in zdaj smo naredili tako, da se bo kota dvignila na nivo pritličja šole. Zgoran del, kot vemo, da letos pristopamo k obnovi ali pa drugo leto k obnovi knjižnice na lokaciji, se pravi, Ljubljanska 1 in potreb po v drugem nadstropju, da bi imeli pač še eno etažo izdelano za knjižnico. Vemo, da je to 3000, približno 3000-3500 površine. Vemo, koliko to pride kvadrat in tudi vemo, koliko bi bila ta investicija potem še dražja od te, kar boste danes ali pa ste slišali. Tako da dvorana bo ustrezala tretjemu rangu, z odpustkom pa tudi drugemu rangu in to pomeni, da se vse evropske pokale, vse razen finala Lige prvakov, bi se lahko igrali s tem odpustkom. To je to, jaz sem vam hotel pokazati še stanje današnje dvorane. Lahko povem to, da smo imeli, da smo pregledovali tudi, če bi se dali to z rekonstrukcijo, večkrat smo slišali, da je možno to tudi rekonstruirati. Če bi zunanje novoj stavbe podrli, ker je v bistvu vemo, da je za podreti in streha in fasade in vse, bi prišli do tega, da rabimo gradbeno dovoljenje, da pridobivamo novo gradbeno dovoljenje, novo dokumentacijo izdelujemo, potem bomo imeli pa še izgled pač šole pa dvorane popolnoma drugačen, s tem, da bi zapadali v novo zakonodajo glede energetske učinkovitosti, se pravi po PURES-u, bi mogli po ta novo delati in vse instalacije, elektroinstalacije, strojne instalacije, prezračevanja, to bi nas vse čakali. Na koncu smo prišli do tega, da bomo obdržali sam parket. Sam spodaj parket bi obdržali in to bi bilo razlike med novo gradnjo pa med tem, da gremo to rekonstruirati, pa nikoli ne bomo imeli novo, bi bilo, ne vem, med 300 pa 500 tisoč evrov razlike. Tako da zato smo se odločili pač, da nam več govori o racionalizaciji, se pravi o spremembi projekta glede na pridobljeno gradbeno dovoljenje, se pravi, da spodnjo etažo dvignemo. Višina 9 metrov je bila tudi po prejšnjem, se pravi, notranja dvorana, svetla višina je enaka kot po gradbenem dovoljenju. Vse te dimenzije so enake, se pravi, sam zgoraj nadstropje se opusti, pa kota pritličja se dvigne. Zdaj, če boste to potrdili, se bo do oktobra izdelal PZI, potem pa v razpis za izvajalca. Jaz vam tako, če boste danes obravnavali tele investicijske programe, ki je ključen dokument, če boste to potrdili, preden bomo dali v razpis, vam
obljubim, da bomo to še enkrat obravnavali, vrednost investicije glede na PZI. Se pravi, ko bomo imeli izdelan PZI, bomo še enkrat to obravnavali, tako da boste seznanjeni s tem, kakšna je končna vrednost, pa se bo pol to odločala, gremo naprej, a ne. Za razpis za jutri je pa to, če hočemo to dvorano enkrat imeti, pač nujno, da se to naredi. Tle bom jaz zaključil, zdaj boste obravnavali vsako točko posebej, no, zato da imamo posebej sklepe, pa bi pa na koncu odgovarjal, ko boste imeli vprašanje. Hvala. Hvala lepa, Bogdan. Sedaj pa bi besedo predal še Lidiji Dogan Žegla. Lidija, izvolite. Pripravili na podlagi vseh podatkov, ki smo jih imeli, in pa res hitro zaradi tega razpisa, ker so dali zelo kratek čas, manj kot en mesec so v bistvu ministrstvo dali ven, da moramo pripraviti dokumentacijo za prijaviti, ker so oni izhajali iz tega, da bodo šli sofinancirati projekte, ki so več ali manj že pripravljeni, ki imajo gradbeno dovoljenje, ker tisti, ki ga nima, itak tukaj sploh se ne bo mogel prijaviti. Ta prvi dokument, ki ga zdaj obravnavamo, so te zunanje površine. Mi smo takrat, ko smo že začeli se pogovarjati o tem, da se bo gradila nova šola Frana Albrehta, so bile tudi te zunanje površine že vključene noter. In tudi ta DIP, ki je bil prvotno narejen, je to že vseboval. Potem smo pa mi v nadaljnjih postopkih, ko smo pač sprejemali investicijske programe za šolo, to opustili, ker enostavno ni bilo financ, da bi lahko šolo in pa še hkrati naredili še zunanjo okolico. Zato je bilo treba ta investicijski program pripraviti na novo. V tem investicijskem programu so pač vsi povzetki noter, kot je Bogdan povedal, kaj se bo pravzaprav delalo. Delalo se bo v bistvu, en del bo športna ureditev, to je ta, ki je sofinancirana, se pravi od tekaške steze, 2 košarkaška igrišča, bosta 2 odbojkarska igrišča, vse to bo v bistvu na igrišču za rokomet oziroma nogomet, ker se bo lahko pravilo pač karkoli izmed tega. Potem bo odbojka na mivki, tekaška steza, ki bo imela tudi mivko za skok v daljino. Skratka, ogromno športnih dejavnosti se bo lahko odvijalo na tej zunanji površini, ne samo za samo uporabo šole oziroma šol, ampak tudi za krožke, klube, ker se v bistvu res bo pripravljeno tako, da bodo lahko tudi na višji ravni uporabljali te zunanje površine, in pa seveda tudi odprto bo za krajane, se pravi, kdorkoli bo, ne vem, hotel prej popoldne laufati ali pa pač igrati košarko, bo lahko prišel, ker je tudi v bistvu, kar se spodbuja tudi z sami temi sofinanciranimi investicijami. Poleg tega se bo vključuje ta investicijski program tudi, se pravi, v tem projektu noter je določene stvari, ki so namenjene izključno za šolarje, ko bojo recimo imeli gredice, kjer bodo lahko gor sadili zelenjavo, rastline, ogledovali si bojo pri Kamniški Bistrici življenje rastlin, živali, in bo v bistvu to kot nekaj vrste tudi pouk zunaj, ker se tudi spodbuja, da so otroci ne samo v učilnicah, ampak tudi čim več zunaj. To je na kratko o sami vsebini tega zunanjih športnih površin. Kot je Bogdan že povedal, je sama investicija dobra 2 milijona, in sicer se bo, glede na to, da se bo to v bistvu začelo delati jeseni, pa se bo poleti 2025 zaključili, smo upoštevali samo stalne cene, se pravi brez vpliva inflacije. In sofinanciran iz strani države delež je, mislim pač znesek je 500 milijona, s tem, da v bistvu pri tem sofinanciranju država ne bo šla na to, na nek odstotek recimo upravičenih, ampak oni so rekli, če je investicija nad milijon za zunanje površine, potem bodo oni financirali 500 milijona upravičenih stroškov. Zdaj, kaj oni smatrajo pod upravičene stroške pri tej investiciji? Seveda to so vsa vlaganja v zunanje objekte za športno dejavnost. In
Izključuje strošek gradbenega nadzora, DDV je strošek občine, tako da je v bistvu projektant je izločil tiste stvari, ki se ne nanašajo na športno okolico, na pač na športno ureditev in pošli pač do zneska upravičenega stroška, ki je tudi naveden in je potem za sofinanciranje se občina odločila tako, da bo v bistvu nek del bo sofinancirala iz lastnega proračuna, nek del bo iz zadolževanja s kreditom, nek del bo pa, se pravi teh pol milijona pa bo pa prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ampak res pomembno, če se odloči za to, da se to spelje jutri zadnji rok za prijavo in da se pač ta vloga vloži. Terminsko smo tudi že predstavili, tako da bi s tem zaključila pri tem investicijskem programu. Če bodo pa še kakšnekoli vprašanja, pa seveda pač potem. Lidija, hvala lepa za uvodno obrazložitev, kot Bodrana tudi. Odpiram razpravo. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ja, Ivanka, izvolite besedo. Gospod podžupan, hvala za besedo. Pred časom sem izražala skrb, kako počasi se bo urejala okolica oziroma kdaj bodo igrišča, ker izkušnje iz preteklosti so kazale, da pač zgradba se še postavi, pouk znotraj poteka, za zunanje površine pa zmanjkuje. Tako da me veseli, da so se sestavile okoliščine na takšen način, da se nadaljuje z urejanjem okolice, ne samo na tem vzhodnem delu, ker je prvo triletje, ampak tudi na zahodnem, kjer bo šola porušena, tako da bo nastal en mini stadion, ki ne bo namenjen samo šolajoči se mladini, ampak tudi krajanom in s tem tudi krajevna skupnost Kamnik center dobiva eno središče, kjer se bodo mladi lahko srečevali, da bomo imeli možnost, da bodo imeli možnost in jim ne bo treba odirati, da bi lahko igrali nogomet. Tako da jaz podpiram, bom glasovala za. Me pa žalosti seveda, pri vsakem plusu je tudi kakšen minus. Razpravljali smo, da naj bi morda se gradila parkirišča oziroma pod zemljo. Zdaj bo najbrž rešitev drugačna. Tudi za mirujoč promet bo treba ustrezno rešitev najti. Za športne dogodke, za šolo, za zaposlene. Tako da ja, ampak vsekakor sem zadovoljna, da se tole dogaja. Hvala lepa. Hvala lepa, Ivanka. Besedo predajam Robertu Prosinu. Robert, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Najprej moram reči, da bom podprl ta sklep, zato ker podpiram vsako investicijo, ki gre v šport. Saj vemo, da je v Kamniku to zelo slabo oziroma imamo slabo infrastrukturo in tudi slaba vlaganja v šport, tako da pozdravljam to. Imam pa pri tej točki eno tehnično vprašanje. Ko sem videl tale načrt za to igrišče, vidim, da sta narisana dva igrišča za odbojko, ki se igrata na asfaltu. Jaz zdaj ne vem, glede na to, da se ta šport zdaj igra malo drugače, kot pred 40 leti, ko ni noben na tla skočil, me zanima, kako si to predstavljajo. Bo to na asfaltu ali bo to kakšna druga podlaga za ta dva igrišča? Hvala lepa. Hvala lepa. Robert, besedo predajam Aleksandru Ušiču. Aleksandr, izvoli. Ja, hvala za besedo. Mene veseli, da je tale razpis verjetno malo pospešil sam potek tele investicije, tako da upam, da se bo res vse poklopilo tako, da bo speljano v časovniku in da bomo, oziroma občina Kamnik bo upravičena do teh sredstev. Je pa tukaj, jaz sem zdaj pogledal razpis, ni to nekih fiks 500 tisoč, ker je kar nekaj točkovanj in tako, in da je tudi dopušča se možnost do 500 tisoč. In me zanima, se šlo to investicijo v vsakem primeru, tudi če bo manj sredstev.
in pa sama tale vrednost v stalnih cenah. Skoraj polovico vrednost gre za tlakovane in utrjene površine. A je tukaj res zdaj toliko, ne vem, asfalta in vsega skupaj, da je tudi tega milijon z DDV oziroma 939 tisoč. In pa pol še sama zasaditev. 155 tisoč evrov bo šlo za zasaditev. No. Tukaj ne vem, je to res optimalno pa racionalno za te čase, ali bi se dal mogoče kaj prišparati, ker vemo, kdo je projektiral to, vemo, kako poteka gradnja osnovne šole Frana Albrehta, kaj vse je bilo tam črtano, in jaz mislim, da so se časi v takrat, ko smo potrjevali gradnjo osnovne šole Frana Albrehta spremenili, pa ne na boljš, ampak na slabš, in da bi mogli res malo tudi na kakšen evro paziti. Ker če danes jaz nazaj zavrtim, če bi kdo od nas vedel verjeten, pa predvideval, kako se bo zapeljalo vse skupaj, kar se te šole tiče, bi verjetno imeli bolj burne razprave pred leti, pa mogoče bi si vzeli čas za razmislek, pa ne bi se podali na tist obstoječ zazidalc in tako naprej. Tudi vmes smo se že pogovarjali, ampak to tema za naslednjo točko, kar se dvorane tiče, pa vidim, da gremo zdaj kar po tisti poti. Hvala. Hvala lepa, Santi. Besedo predajam Alenki Jevšnik. Alenka, izvoli. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da je Ivanka zelo dobro povzela to, kar sem imela tudi jaz namen povedati, in moram reči, da me zelo veseli, da bo tudi Kamnik center v okviru tega dobil prepotrebne športne objekte. Jaz se ne bom spuščala tukaj v dileme in sem vesela, da se bomo prijavili na ta razpis. Bi pa opozorila tukaj, da bo v letu 2025 razpis tudi na Fundaciji za šport in da bo Kamnik na vrsti, da pridobi sredstva za športno infrastrukturo. Tako da že zdaj povem, da projekte bo treba pripraviti do novembra 2024 in ponovno bodo razpisani projekti za športna igrišča. Ker če ti projekti ne bodo pripravljeni, potem sredstev ne bomo dobili in bomo izpadli iz razpisa, tako kot se je v lanskem letu zgodilo v Domžalah. Bom pa to z veseljem in vsekakor podprla. Hvala. Alenka, hvala lepa. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvoli. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, jaz sem tole kar dosti temeljito prebral, oba sklopa, se pravi ta razpis oziroma tela podatke, veliko se seveda, ker je isto gradbeno dovoljenje, veliko se podvaja vmes teh noter, se pravi teh in obrazložitev in slik in vse ostalo, kar še spada zraven. Zdaj, če pri tem sklopu dve, jaz pri tem sklopu seveda, če bo šlo na razpisi, nimam težav. Bolj je pri naslednji točki, tam se treba bolj temeljito pogovoriti, ker tam so seveda sredstva bistveno večja in pa seveda tudi iz razpisa zelo, zelo malo, se pravi, tam je cirka 10%, tle pa nekje 27%, zdela trenutno ne bi pač prišlo tega denarja, če bo seveda prišlo toga. Verjamem, da te športne površine je treba urediti, ne na koncu, ne na zadnje je tam šola, sta dve šoli, in v tem sklopu se prav to zadevo podpiram, seveda, ker bo pa naslednja točka, potem se bom pa še oglasil in tam bo pa verjetno tudi treba mačkim bolj trezno pa resno premisliti, glede na visoko investicijo, ki je res zdela nekje potem 10-12 milijonov, vse skupaj, in to je skoraj še ena šola. Če ne bi imeli pri obstoječi novi šoli tistega mostu, je to seveda komplet šola, še ena šola, v tako kratkem času. Je pa res, da škoda se mi zdi, da pač mogoče to je malo zamujeno, ampak sorazmerno podiramo, sorazmerno dosti dobre objekte, ki seveda lokacija, navlekli bomo seveda toliko več ljudi tudi potem ampak to je za drugo točko, toliko za enkrat. Se pravi, ta sklop podpiram. Hvala. Hvala lepa, Jože. Besedo predajam poročevalcu, predlagatelju. Bogdan, izvoli. Hvala za vprašanje. Sej v bistvu Robert Prosen je vprašal, kakšna bo podlaga. Ja, to ste verjetno razbrali, da v projektu je asfalta, tako da gre za šolska igrišča. Vem, da so tudi boljše, sodobnejše površine, a pa tlaki, tako da, zaenkrat je predviden asfalt.
Kar se tiče odgovora Sandi Uršiču, ja, v vsakem primeru bomo pristopili k izgradnji te površine, ker investicijska vrednost ni tako velika in kot sem prej povedal, bojo že znotraj teh 2 milijonov 100, ki imamo tle v investicijski oceni, bo že del površin zgrajen v tem sklopu zdaj. Tako da tudi investicija, ki imamo v investicijskem planu, ki imamo tisto za zadolževanje predvideno, to bo ta zadnja faza, če bo sploh potrebno. Ne. Se pravi, te površine se bodo vsekakor zgradile. Tudi verjamem, da bomo tle na ministrstvu uspešni, tudi če bomo kakšen evro manj dobili, se bo ta sklop 2 se bo naredil. Za odgovor Evke Jevšnik, ja, občina Kamnik se vsako leto prijavi na razpis fundacije in tudi skoraj vsako leto pač uspešno kandidira. Morate vedeti, da so tam sredstva omejena, ampak ne glede na to, se pravi, na vsak evro je treba v bistvu paziti, pa vsak evro je dobrodošel, ki pride v občino Kamnik iz zunanjih virov financiranja. Tako da vsekakor se bomo prijavili tako kot vsako leto. Tako da zdaj pa ne vem, če še kakšen, mislim, da sem izčrpal vse. Lahko je še nekaj? Ja. Jaz bi sam tole mogoče odgovorila. No. Razpise tako, ta merila so v bistvu narejena tako, da se točkuje, vse investicije, ki bodo zdaj prišle na ministrstvo, se točkuje po teh merilih. In oni imajo seveda omejen znesek, ki ga bodo oni razdelili prijavljenim investicijam. In te, ki imajo več točk, bodo dobili sredstva toliko, kar so oni predvideli, oziroma toliko, kar recimo, kaj pomeni do 500 000? To pomeni, če imamo mi upravičenih stroškov več kot 500 000, pa smo upravičeni po merilu, oziroma pridobimo sredstva in dobimo 500 000. Vkolikor smo mi recimo ta zadnji, pa zmanjka denarja, bomo dobili to, kar njim še ostane, oziroma če bi mi imeli investicijo, ki imela upravičenih samo 300 000, bi dobili pač 300 000, ne 500 000. Zato, ker oni gledajo vrednost celotne investicije, in potem gledamo, koliko je pa upravičenega, ker mi bi lahko naredili še kaj drugega s tem, ne samo pač ta športni del. Hvala lepa. Še kdo? Ja, Aleksander Uršič, izvolite besedo. Ja, hvala za besedo, hvala za odgovore. Me veseli, da se bo zadeva v vsakem primeru sprovedla po tej časovnici. Bi pa še enkrat opozoril na zasaditev, da bi tam kakšen evro verjetno lahko prišparali, da sem prav tole pogledal in tukaj imamo cel kup enih dreves predvidenih, rdeči dren, beli dren in tako naprej, rumeni. Vemo, da smo ob poti tele kolesarki na novo sadili, pa so tudi pol se najdli fantje, ki so tam skirce brusali in tako naprej. Časi so taki, da tudi spoštovanja do novih stvari ni nobenega in dajte to tudi upoštevati. Tako da, hvala. Hvala lepa, Sandi. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvoli. Ja, tudi jaz sem pozabil tole zasaditev, pa ne toliko se raceni, ampak jaz mislim, da je bil kakšna taka drevesa, da je to ne bojo, ne vem, kakšna ogromna drevesa, ker vse vidite, kakšni so danes viharji, kakšni so te, da ne bomo čez, ne vem, 15-20 let, ko ta drevesa zrasla, seveda, da je to podaril en vihara, pa hudo neurja, ne bojo pač drevesa v mejah normale, da tudi ne ogrožala pač objekte in pa seveda vsa ta igrala, kar bo pač teh objektov, kar je na tem športnem igrišču. Tle mislim, da drevesa so seveda noter, kar so napisana, poznam drevesa, tudi kar nekaj dreves in so seveda tudi sorazmerno draga za zasaditev in pa bogata, tako kot šola. Hvala. Hvala lepa. Bogdan, Lidija, še kaj? Ne. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program IP zunanje športne površine pri osnovni šoli Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 26, za 25, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet.